ne zavedamo, kaj vse nosi v sebi. Vsaka stvar, ki je v nam, je pravzaprav dejansko lahko rečemo božja sreča. Sam, ali mi to znamo ceniti? Zelo malo. Kdaj pomislite na to, da bi se zahvalili očem, ko vam dajo moč videnja? Ušesen, pišel, ampak brez tega videa mene ne bi mogel niti spremljati. Brez nog, ja, doma bi čepel v enem kotu, ležerno pa žalostno. Roke, ja, roke sprejemajo in darujejo. Če bi bile roke samo za pridobivanje, pa bi pa rekel, ste pa zelo osebno privlačni za svojo korist. Moramo gledati nekaj. Vsaka stvar v našem telesu je božji dar. Ključa, kaj vse upravljajo, kakšno funkcijo. Veste, zrak, vse to bo moj prijatelj Joško povedal, v zraku več kot jest. Ampak zrak ni samo zrak. Zrak je hrana. Hrana, energija, kajti v zraku je energetski naboj. Ta energetski naboj nam daje moč, da lahko izpostavljenim težavam smo kos. Ampak se človek vpraša, roke, noge, telo, ja, kaj pa spolovila? Ja, draga moje, kaj res živite samo zato, da garate in živite v nekem prazninem? Ne. Vse to je vključeno v eno samo celoto, ki je pravno telo. Ampak dobro je, za telo skrbimo. Gledamo, da ne bomo lačen. Pa nič tako smakih. Marsikdo reče, danes pa še nisem dosti jedel. Danes pa še nisem dosti popil. Ampak mi moramo vedeti nekaj. Mi smo duhovna bitja. Le, no vidiš još to, boš oveko reče. Moramo reči to. V redu. Zakaj pa govorimo, mi smo telo, smo duh? Zaradi tega, da se zavedamo, da niso naši organi pomembni nad vsem. Ti so pomembni zakaj? Da je naša notranjost lahko sprejeta z zdravom in ljubečnostjo. Če si bolan, boš samo v ljubezni mislil. Samo v zdravju boš sanjal. Če si pa zdrav, pa pozabiš, da sploh treba še kaj misliti, kaj drugega. Vse imaš. Ampak, daj vemo nekaj. Kaj pa duhovno življenje? Kaj mislite, kako bi živeli, če ne bi imeli srca? Če ne bi imeli ljubečnosti? Kako bi bilo prazno? Ženske oči, kako so lepe. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker dajejo svetlobo duše. Ravno tako moški. Tudi daje svetlobo varnosti, ljubečnosti, zavedanja, da je to dvoje le takrat v komponenti sreča, kadar je ravnovesje. Vsaka stvar v življenju je samo takrat v redu, kadar je v ravnovesju. Pa ne bo to jeza, darovanje, seks, karkoli, vse posod mora biti ravnovesje. Kajti brez ravnovesja so hibe, je trpljenje. In kaj je pravzaprav dejansko posebno potrebno pri nas? Da naredimo enkrat inventuro. Kaj prevladuje v moji notranjosti? Kaj je vzrok, da pride prepir? Prepir ne more priti izven v tebe, če ga ti ne sprejemaš, ker si v ravnovesju. Ker ni ravnovesja. Pa si človek vpraša, danes je tako težko najti ravnovesje. Ni res. Vsakdo ga lahko takoj najde. Samo če delaš na tem, če pa čakaš, da bo sama oblika življenja prinesena na krožniku tebi srečo,
boš v sreči. Samo sanjal in umrl, da si izgubil nekaj, pot nisem najdel v srečo. Kaj pa je sreča? Sreča je samo ravnovesje. Kaj ti, če enkrat to ravnovesje spoznaš, boš rekel, kaj pa je nesreča? Kaj pa je sreča? Eno in drugo je škodljivo, če ni v ravnovesju. Prevelika ljubezen je tako kot preveč sladkorja v kavi. Bo eno rekel, ta kava je za nič, ker je preveč sladkorja. Če ga pa ni nota, pa spet to je za nič. Nekako tako je tudi naša notranjost. In jaz poznam ljudi, kateri živijo v nekem notranjem nemiru. Nikdar ni srečen, kaj ti več pričakuje od življenja, kot življenje lahko da. Kaj ti pa življenje da? Popolnoma vse, kar rabiš. Samo tisto preseli v ravnovesje. Pa ne bo to težava. Kaj ti težava je enako kot radost. A ne, to ne bom, pa spet mislim, da to je enačil. Poglejte, bolezen, brez bolezni mi ne bi nikoli skrbili za zdravje. Zdravje je pa takrat, ko je ni v ravnovesju, pa sam skrbimo, da bo prišlo v zdravje, da bo v ravnovesju. Prevelika ljubezen, premajhna ljubezen, prevelika dejavnost, premajhna dejavnost. Vse je samo odvisno v naši ravnovesnosti. Marsikdo ni zadovoljen s seboj, pa išče vzroke izven sebe. Verjemite mi, od zunaj ne boš najdel rešitve, samo v sebi boš najdel. Jaz sem enkrat dobil eno knjigo, kako najdem pot za sebe. Za srečo, za zadovoljstvo. Pa sem rekel, pa to ne more biti indigo, da je za vse enako. Čisto indigo je dobro za vsega. Najprej pomisli svoje šibke točke. Sem ljubosumna, sem lena, sem len, sem jezikav, sem obrekljiv. Pa ne vem kaj, grehov je toliko, da je treba kloziti papir, tisto ta velika rola, pa bo še premalo, ker boš vse gor napisal. Ampak, če to gledamo, rečemo, kaj pa pol naredim? Tisto, kar je pri meni akutno, da ni, kot bi moralo biti, napišem. Se jezim za vsako vido. Upravljam, gobcam, vsega, nisem pri prehrani, sem tak pa tak, malo maren eno in drugo. Ja, grehov toliko. Ko pa pravim, zdaj moram pa narediti enkrat bilanco. Na koncu leta imamo inventure. Tako se mi je zdelo vsak večer inventuro, skoraj pol leta, potem pa ni več dal. Ampak vztrajen sem bil nekako pol leta. In ko je tisto vprašanje, je pikca, da sem dober. Črtica, minus, take sem jaz imel v šolskem redu največ. In tisti minusi so bili značajna izpoved, kaj je z mano narobe. Od spodaj, izpod teh vseh činiteljev, sem pa imel seštevek. In sem videl, da danes sem imel 3 pikce pa 22 minusov. Ja, ampak veste kaj? Pravijo, bodi pošten. Sej, kdo pa je pošten? Skoraj noben. Krademo čas, delamo, pustim me na gori. Ampak sem rekel, dobro je, za sebe bom pa pošten, ker je pogoj, da edino s poštenostjo bom spremenil sebe. Če bom lopil sebi, ja, bom pa zadovoljen s tistem, kar ni dobro. Pa čeprav bi moral biti dobro. In kaj se zgodi? Ko sem pa videl, ampak seveda ti sem skrival, da ni noben videl. Ni treba zdaj, da tvoj prijatelj gleda, koliko piks imaš pa koliko minusov. Iste tvoja intima. In tako sem spoznal v roku enega meseca, da sem zelo malo novih piks naredil. Kaj je bil to znak? To je bil znak, da imam ukoreninjene tiste slabosti, ki bi si jih rad rešil. Pa se jih nisem niti hotel
ker to so bila moja lastnina. A veste, da so ljudje včasih prav srečni, da imajo napake. Ker se nima s tem drugim pohvaliti, kot z napakami. So ljudje, ki so bolani, ja, koliko je srečen. Vsak mu pove, kakšne vrste bolezni ima. Ker kaj dobrega nima zapovedati. In zdaj bo pa še tisto vzem. Ja, pa se ga pa čisto odrezal od tega sveta. In tako sem jaz tiste pikce zbiral. Bil sem tudi malo lopova. Lagal, golfal. Vse, kar se da. Ja, ti moraš biti spreten za to materialno življenje. Kaj ti duhovno življenje ga ne moreš lomiti. Ampak v materialnem svetu pa delaj, malo po cigansko živi, pa boš malo bolj živel kot ponavadi. Kaj ti to je miselna logika. Ne bom govoril, da je to prav. Ampak, hej, misel je toliko klopovska, da zna pretentljati. In takrat je še celo zadovoljen človek, pa mi je uspelo. No, pa sem tiste pikce delal. Ampak, kar naenkrat se mi je pa zagraužal, da tudi ene pikce več ne naredim. Rekel, Madonna, res ne bom se nikoli več dvignil. Potem sem pa res skrbel in nenadoma nisem več koklev, kot sem klev. Naenkrat sem bil bolj pošten, kot sem bil prej. In tako dalje, in tako dalje. Vse to je počasi začelo mene preoblikovati v človeka, da sem imel kratko malo neko zadovoljstvo. Postajal sem drug. Tako kot ženska, ki se malo nališpa, je čist druga. Pa koliko je srečna, ampak tista je fasada zunajna. Notrajna fasada je pa, če gre tista šminka dol, pa eno pa drugo, je pa Jezusov Marija. In tako sem tudi jaz, sam zaradi tega tekmovalnega duha, par piks naredil več. In sem že začel sam sebe lagati. Po pol leta teh sem videl, nisem več pošten. Kaj ti na vse zadnje sem se mislil, pa Bog takšen sem, kaj se bom spremenil. Naenkrat so mi pa rekli ljudje, a veš, Igor, da si se spremenil. Zdaj si bolj velikan. Vse boljše to. Pa malo na obleko gledaš, včasih si bil njih tako reči, da smo mislili, da si iz južnih predelov, iz ozadja, tisti, ki sem jih izvrgel. Sem rekel, no, vidiš, to ljudje opazijo. Seveda. No in tako sem potem začel sam spoznavati. Če hočem biti zadovoljen sam s seboj, pa bom tudi z okoljem zadovoljen. Jezil sem se na vsakmu sem videl napake. Svojih lastnih napak, to so že kar nekako imuniteta, ki jih lahko prenašam in so prav pašejo me. Potem sem pa enega lepega dne izvedel, da je vsa lepota pravzaprav duhovni svet. Pa je spet to za eno slavija. Ja, imam že tako dosti problemov, zdaj pa še duhovni svet. Cirko ne grem, kam bom tam delal. Tepi albini sem nagajal, kjer sem mogel. Ampak po nazadnje sem pa rekel, zdaj bom pa pikce delal za duhovni svet. In kaj je bilo? Začel sem spoznavati, kako je lepo, če začneš vsakega gledati kot ljubeče bitje. Ne tebe, zato ker imaš nos malo večji, ali pa malo večji oči, ali pa malo lepše joške, pa tako dalje. Ampak vsaka sem začel gledati kot neko lepo, dobro bitje. Spremenil sem dialog. Nič več nisem bil osoren. Z vsako sem, ali pa z vsakim sem začel govoriti in sem videl, kako se mi ljudje drugače začeli sprejemati. Sam sem spoznal, da je to magnetni fluid, ki začne delovati kot najmočnejša izražajna oblika ljubečnosti. Ljubiti vsakega. To je zelo težko. Veste, moja, bom uklepal, da to stara, čeprav sem bil jaz 5 let starejši. Ja, je vedela za vse moje grehe in je imela eno dobro lastnost. Tisto, ki jaz nisem imel, vse mi je oprostila, ampak nikdar pa pozabila.
Ko je bila kriza, mi je spet isto povedala, čeprav mi je že 30krat najmanj oprostila. Jaz sem rekel, jaz sem bil pa narobe. Jaz si pa nisem oprostil, ampak pozabil. Te pa spet to. Pa mi je povedala to pa ono, kaj sem vse grešil. Sploh se nisem zavedel, da je treba to v glavi imeti. A ona je imela pa celo oznako, kakšno srajco sem takrat imel, ko sem šel s Fransko na misijo. Portla malora, sem rekel, kakšna genitalna oblika spomina je to. In tako sem spoznal, da je res. Mi smo zelo dobra bitja, ki vse v glavi matematično računsko živimo. Ženske imajo to svojstvo, da znajo regulirati vse grehe. Tudi hoditi nisem mogel po cesti, kolikor bi moral. Ja, pa kako pa hodiš? Pa sem rekel, ja, hudič, a zdaj? Ne, tako da boš, pa Peter rešil. Kaj pa ugovarjaš ljudi? Pa daj ga, ja, pozdravil sem ga, pa pusti ga vmes, ne vidiš, ne? Ja, a z nos pa moral govoriti, ne? A ja, seveda, ja. In tako sem spoznal, da sva dva različna svetova. Doma so bile pa večerne spominske ure. Sam še svečo bi prižgal, pa bi rekel v nebesah, sem pred nebeškim tronom obrekel. Pa sem pa spoznal, da veste kaj, grehi morajo biti. Ampak zavedati se jih moramo. Sprejmimo jih takšne kot so in jih dajmo v štanjol papir. Lepo garnirajmo jih. Tiste besede, ki so zabolele te v srce, sam lepo jim daj eno obliko, v lepšo škatlico ali pa v lep papirček, pa bo takoj manj boleča. Tako da si bi najprej rekel, ti si tako ljubeča, ampak zajemana po koncu. In je rekel, ja, ko pa spet vzem kompliment. Ja se rekel, moram po svoje povedati. Pazi, kako govoriš, tebe ljudje poslušajo, ti pa tako javno, s tabo več ne vem kamor. In kaj sem spoznal? Da se mi vsak dan spreminjamo, če se pa s pikcem, pa z minusi, tudi na tem polju, začnemo spreminjati. Bomo postali drugačni. Ženska pravi, prvo se je vprašala, koliko je pa stara. Koliko je pa star? Jaz sem rekel, jaz nobenega ne sprašuje, koliko je star. Vsak mu vidim, da je lep, pa čudovit, pa eno, pa drugo, pa kako pa to? In tako sem spoznal, da v življenju nikdar ne govorite, da ste star. Ali pa da je stara. Ali pa da je mlada. Leta ne omenjate. Ampak rečete, njih v pravih letah je. Pa se nam boš zameril, ni oni, ne. In tako sem spoznal, da je dialog na tem področju lahko zelo prijeten. Kajti, če hočeš živeti v neki obliki skupnega življenja, moraš imeti zelo velik dar, da to delaš v kompromisu nekega prijetnega vzdušja. Drugače pa vsak dan vietnamska vojna. Ja, veste, danes je bil moj namen kaj. Da vam povem, kako sem jaz začel sebe dvigavati iz težav. Kajti, zavedajte se, težave so nujno potrebne. Zakaj? Zaradi tega, ker ob težavah začneš končno drugače misliti. Se spreminja. Te, ki so kar nenadoma službo izgubili, ki so bili uverjeni zaradi svojih 30 let zvestega dela v fabriki, ta ima garancijo za penzijo. Zdaj pa šel pa do tega, da to ni nobena garancija. Ampak kaj pa zdaj? Zdaj se pa nič ne znajde. Zakaj? Zaradi tega, ker je samo enoločno mislil. Vedno je bil uverjen, da je to dost. Jaz sem se pa ukvarjal z vsemi obrtniškimi dejavnosti v hišnem pomenu, seveda. Ampak kaj je bilo? Nikdar mi ni bilo dolgčas. Zdaj pa poznam ljudi, ki so šli v pokoj, kar po invalidski liniji,
ali pa po tej nami in čuti, da ni več sposoben živeti. Življenje je za njega izgubilo vsako pomembnost. Veste, čim bolj boste začeli se baviti z hojo, z glasbo, s telovadbo, s seksom, ja, tudi seksa, boste kmalu spoznali, da je življenje prekrasno. On pa pravijo naši, ja, ta ženska ima več. Ampak jaz sprašam, kaj si pa ti zraven? Koliko si pa ti kaj dal? Koliko je ona dala? Veste, ona da toliko, koliko ti dovoliš, da da. In ko enkrat začne ljubečnost v tebi, je preslabek trenutek, veste, moram priznati, da sem zelo preveč intimen. V tem času imam 30 let mlajšo v postelji. Ampak moji 90 let ne pomeni, da živim tako kot 50-40 let. Zakaj? Ker je vedno v meni ena notranja pobuda, da večje bobine mi Bog ni mogel dati. Žensko ne gledam več, da je to lojska, pa tončka. Ampak to je moja bobina. Ampak to zahtevam od nje, da sem jaz za njo Bog. Ampak ne iz Bog, veste, ki ima vedno žet odprt. Namreč iz Bog, ki ji daje moč, da se počuti srečna. Koliko pa sreče lahko da? Toliko, koliko jaz z njo kontaktiram v ljubečnosti. Ta ljubečnost. Ljubezen, to je zame najbolj odurna stvar, kar sem doživel. Nikdar ne smete imeti nikogar rad. Kajti, če boste imeli rada, boste navezana. In ko boste tistega zgubili, ste ohromljeni, ko invalid, ko bo obe noge odrežejo. Ne more več živeti z nekim notranjim zadovoljstvom. Kaj pa je potem, da je ljubečnost? To se imenuje, tako zvano na drug način pravijo, brezpogojna ljubezen. Ta brezpogojna ljubezen mora biti. Pa sem dobil moja, veste, 5 žena sem imel, moja tretjo ženo sem dobil, ko je glih eden na njej in pravili se pravo. In ko sem prišel, se je ustrašila, ja, da sem se še jaz ustrašil za njen zdravje. Pa je rekla, joj, jaz sem kriva. Ma se rekel, nisi kriva, kaos kuhi, da bo eno poplestil. In je on bil uverjen, da ga bo manj masakriral. Ne, sem rekel, kaj misliš, da sem jaz na tem polju bil, ki je bolj pošten, kaj ti, če se pa da. Pa ni mogel razumeti. Mi smo strogi sodniki za vse grešnike druge. Sebi pa oprostimo čisto vse. To, ne, to je pa moja pravica. Ne, dragi moji. Čim bomo enkrat razumeli nekaj, da je ljubečnost, ne ljubezen. Kajti, matere imajo rade otroka, jaz svojega že. Tuj otrok je prišla pa policija pomagati, ker je bil to pretepen pa toge. Pa ga noben ni prišel poslušati, kaj me briga, to je njihov. In tako dalje. Vse, kar ni tisto, na kar si navezan, je za njega brezpomembno. V vojni sem videl, kaj pomeni življenje. Veste, pa sem bil zdraven, ko me je prosil ustrelil me. Bil je težko ranjen. Vse posod pa Italijani se nas obkolijo v Kočevskem rogu. Me je rekel, Alek, Igor, ustrelil me. Pa sem rekel, kolikor sem močen, tega ne morem narediti. Ne morem, prešibak sem. In ko sem pa enkrat bral iz Svetega pisma neko sporočilo, da je bil Juda Iškariot od Jezusa poslan, da ga izda, da se bo izpolnila njegova napoved, da bo lahko izpolnil pot tega življenja in da bo na križu končal. Pa je imel 12, pa je rekel, komu bi to zaupal? Edini, kateri je bil najbolj zvest njemu, je bil Juda.
In je šel k Judu in je rekel, ti me boš izdal. Ja, prav, jaz si znoril. Jaz te bom izdal, ker sem te najbolj veren, najbolj ljubim. Zdaj, zato sem ti tebi to dal. Ampak, ko sem jaz to v življenju, sam bil pred tako dilemo, sem rekel, takrat pa vidiš, kako je težko odvzeti nekomu zavest na življenje in radost. In kadarkoli sem bil v problemu, sem rekel, moj Bog, da bo trpel. Vsi moramo imeti eno stvar. Razum je eden največjih sovražnikov. Ta razum vedno špekulativno gleda na ljubezen, na delo, na vse. Poglejte, razum je naredil to, da imamo danes atomsko orožje, da imamo tako silovito oborožitev, da lahko ne vem, kolikrat veš to zlimo. Kaj pa srce? Kaj pa nemočno? Ker je razum močnejši. Ni močnejši, ampak deluje bolj. Kaj pa pri nas? Ali mi res da razum imamo nad srcem? Če hočeš, da boš sebi pošten, pusti razum. Pojdi na področje srca. Kar ne bo to všeč. Ne eno, ne drugo. Ampak tvoja vest bo čista. Mi smo pa duhovni. Mi moramo vedeti, da bomo v kratkem, prav v kratkem. Kajti, tudi če boste še 30 ali 50 let živeli, to je kratko. Kajti milijarde svetlobnih let je majhna doba. Kratka doba. Mi pa za par let tukaj, mogoče za leto 2, 3, 10, delamo strukturo in ko rečemo, ne, mi moramo vedeti, leta ne smemo imeti za merilo. Življenje, kdaj bomo prišli v tisto dobo, ko bomo srečni, ko se bomo rešili teles. Jaz sem se bal špiritizma leta. Duhovi sem govoril. Spraševal, ali je res duša še živi po smrti z enako obliko dejavnosti kot zdaj, ko jo jaz imam tukaj pri sebi. Da. Samo bolj subtilna je, bolj občutljiva. In kaj hrepeni? Samo eno, vsaka duša, ki sem sprašal, hrepeni, da se bo vselila v telo. Ja sem rekel, pa zakaj? Zato, da bomo delali razvoj. Veste, vsako življenje je pravzaprav tako. V tem življenju preživljamo najhujšo golgoto, kar je lahko človek doživljal. Zakaj? Da se osvobodi vsega, kar je negativnega in začne hrepeneti po višji obliki življenja. Kdaj pa bomo? Ne sprašujem. Nikar ne misli, da boš v 2, 3 reinkarnacijah že v nebesih, brez kakršnih koli oblik obveznosti. Ne. Druga oblika življenja, ko sem jih sprašal, ja, pa boš ti zmeran se vseljevala? Ne. Še nekajkrat. Kaj boš pol? Pol pa ne bom več v telesu, ampak bom kot duhovno življenje živela. Z svojo obliko, ki je pa težja. Pa mi kaj povejte? Ne. To je tabu tema. Ti še za to življenje nisi usposobljen duhovno živeti v ravnovesju. Pa sem pa rekel, pa kaj pa ne delam? Veš, bodi zvest svojemu srcu. To je vse. Pa sem pa rekel, vse je to. Kakšna pa je to merilna enota? Danes pa vem nekaj. Ko pridem med vas, vem, da ni noben med vami, ki ne hrepeni po sreči. Toda ne po sreči, ki traja dan, mesec, leto, temveč po tisti večni sreči.
A je lična sreča, seveda je. Samo ta naša umska oblika nas zavira. Vedno vidimo, da to je jebeno življenje. Nič nimamo tega življenja, sam jamramo. Ne vemo pa, da skozi te oblike trpljenja se dvigujemo. In takrat, ko se prenažremo vsega, kar je nepotrebno, da naredimo korak naprej. Dobra je tista prispodoba, ki je znana, da zdaj smo v senci. Zato živimo, da se nažremo izkušenj. Potem bomo pa postali nekega dne metulji. Toda najprej moramo biti takšni, kot smo, toda zbiro ljubečnosti. Pa rečeš, kakšna pa sem? Vsakdo kakšen sem, najboljši, kar si lahko. Kajti v tem trenutku si v nepopolnosti popoln. Ne išči višjih korakov. Ti koraki so nujni. In ko boste enkrat zadovoljni s seboj, hrepenjel pa, da v te pikse še naredili, ne samo minuse, boste pa rekli, zdaj pa vidim, zakaj živim. Živim zato, da sem srečen, srečna, sredi vseh, kajti vsaka je moja sestra. Vsak je moj brat. In ko bomo enkrat takoj začeli gledati, bomo rekli, kako pa to, da je ta vedno dobre volje. Zaradi tega, ker nima nikogar na vesti pa na grbi, po rukzaku, po mislih, po težavah. Ne, kdorkoli je, vedi, tudi on je na poti preobrazbe. Tudi on rabi nežno roko, ljubeč pogled, spoštljivo odpustitev. Ne pa za eno besedo, ja, meni enkrat je žena, sem pole registriral. 12 dni ni govorila. Pa sem rekel, ja, a da je to tole kaj pomagal? Ja, mal, ampak je pa trpela. In je enkrat ena rekla, Jezus Marija, kaj naj naredim? Vi ste psiholog, psihiater, kaj naj naredim? Mož me vsak dan pretep. Pretep. Koliko časa? Ja, že, kar je 2 meseca. Pa nisem najprej v tem pridel. Ja, ne, sem mislil, da se bo spremenil, pa sem odpuščal, pa nič vse. Je rešitev. Poznate kamilice? Kaj? Kamilice. Ja, seveda vem, kako pa je kamilice. Čaj kamilčen, pa da lepo, ko bo mož, pa šel ustanete, pa žlobodrejte, dokaj ne bo zaspal. Ja, koliko časa pa? Ja, tek mali ne, 14 dni. In je prišla po 14 dni k doktorju in je rekla temu psihiatru, rekla, a veste, da me mož zdaj objema? Ja, ampak ne zaradi kamilic, zato imate vse zaprta. Ker prej je ona že bodrala, pa govorila, pa uslarije delala, pa počela. Ja, vse ni bilo nič dobrega, kar je naredil. Veste, mi moramo obvladati sebe. Mi se moramo zavedati, da z jezikom porušimo več kot pa topovske granate, tamo ko je Dubrovnika v vojnem času. Mi moramo vedeti nekaj. V tem času, ko živimo, dajmo duhu lepota. Zadnjič sem vam govoril o tem, kako se človek lahko fizično dvigne. Ampak ta fizični dvig ni bil moj namen. Moj namen je bil, da bom pokazal, kako najhitreje pridete v tisto stanje, o katerem sanjajo milijoni ali pa milijarde. Zdaj, veste, reč bi videl, če bi se vsaka uredila, ampak ne zaradi tega. Zato, da bi lahko demonstrativno pokazal, kako se to izvaja. Vam, moškim pa tudi boste že prisluhnili, ki vam paše na kakšno obliko tega treninga. Ampak tu se dela pa takole. Zdaj, kad takole sedite, doma enako se vsete. Ni važno, ali te imela roke prekrižene ali pa ne. Veste, jaz sem bil dol v Makedoniji, po Kosovu,
pa sem šel na kosilo, ampak sem moral imeti noge prekrižane. Nisem mogel ne jesti ne več. Pa sem se pa na dolgo vlegel in je me gledal, je rekel, kako je nedostojno ti da tako reči. Po kosilu je vsak ribnil tam. S tem je povedal, kako mi je všeč. Jaz pa nisem mogel, ampak sem pa kozel tam zavolil. No, ampak kaj se dogaja? Dogajalo se je to, da sem spoznal nekaj. Ko doma se vsediš z enim samim namenom, danes pa hočem biti duhovno, spiritualno srečen. Zdaj, ta beseda spirit ni stisne špirit iz gostilne. To je spiritualno, ja. Ker mi že eden rekel, kakšni vrste spiritualno. No, to je to spiritualno. Lepo date roke v sebi in zapreš oči. Ampak, kaj boš pa zdaj mislil? Nobena povelja ne sme biti. Misli tisto, kar hočeš. Naj bo to, kje je lomu, kdaj si se luštil imel, kjer je bila s tabo najdražja, kjer je bil najdražji. Svoboda. Ker mi smo srečni samo takrat, kadar smo svobodni. Da nas nobena stvar ne teži. Svoboda, svoboda, svoboda. Svoboda je tisto zrno. Ne pa neko povelje. Mirno, nalevo, desno, gore, gore. Tega smo cel življenje poslušali. Svojo lastno svobodo pa ne znamo narediti. Zakaj ne? Ja, ker smo navajeni, da ne smemo biti svobodni brez komande. Brez komande svobodni otrok. Poglej ga, kako gre po travniku, kako gleda kobilico, kako gleda eno in drugo rožico. Sploh se ne zaveda, da je bitje. Ona živi v radosti popolnega brezmiselnega sveta. Mi pa, kamor gremo, misel gre z nami, težave gre z nami. In mislimo, kako bomo rešili, če grem danes na rožnik, pa v enem razmišljal, kako bomo zdaj jaz moram jaz izdenar ne morem dati. En tak problem vam bom povedal, se to je mislim malo takole. Ja, prav žena, ja, koga pa? Že 3 dni nič ne spiš. Ja, koga pa je? Povedno, a zbolan? Ja, koga pa je? Vrniti bi moral denar, tole tu, pa ga nimam. Zdaj so me pa še to zajemali, imam štole, nisem dobil ti znak, sem računal v Fabrk. Ja, a zaradi tega ne spiš? To pa najmanjša stvar. Pa je šla, pa je ohrnut, pa je la, ker to je bil sosed. Pa je ubila, ja, ko pa je? Prav, moj mož nima denarja, tako da boš vedel, ni treba čakati. Boš pa ti spal, pa ne bo spal. Ko mi lahko prenesemo nekaj na drugega. Ampak to umetnost mi ne znamo spavati sebe. Mi moramo vedeti, zakaj bom pa nosil jaz isto breme, ki mi ne bo nič pomagal, kaj ti na vse zadnje mora biti pogoj, da se lahko to reši. No in tako, ko boste doma, dajte lepo oči v skladi zapet in reči, ja me mar, noben problem na meni zdaj ni pomemben. Ne to, ne uno, ne tretje, ne četrto. Zdaj sem čisto svoboden, nobene teže. Nog ne čutim več, rok ne čutim. Tako sem osvobojena, telesa več ne čutim. Diham zaradi tega, ker brez diha ne morem živeti. To, da diham svobodno, brez obveznosti miselnih vzorcev. In takole, vizualiziraj ta lep trenutek. Kaj se bo zgodilo? Po 10-15 minutah bo pa tudi tale nemir postal dolgočasen. Interesantno. Mi smo tako navajeni, da moramo zmeraj nekaj delati pa mencvati. Ja, zjutraj ta prvo, kar mi pove žena, mi ure govori, ko je sanjala. Ja, še takrat nima mira. In govori v tistih sanjah, več mi pove, kar pa ne tiste večerne
televizijske novice. Ker ni vse skrbič važno. Ampak za mnoge, in kaj je? Zakaj nosimo mi to? Zaradi tega, ker smo navajeni, da moramo nenehno nekaj početi, pa misliti. Ne poznamo več svoje svobode. In takrat sprejmi vsako misel, ki pride. Ker pa ti tisti misli nič ne daš pomena, je misel užaljena. Aj, a danes pa nimam prve besede, tako zvani ego. Ti pa fučka se ti. Ležiš, kot Črnogorc, ko čaka penzijo prvega leta zavesti življenja. No, in ko boš tako ležal, boš rekel, vse lažje se. Vse lažje. In nenadoma čuti, kako je lepo, ko je ta notranja tvoja duša osvobojena tega trpečega telesa. Ta telo stalno hoče, ne da miru. Ampak boste rekli, to je ena čudna igra. To je metoda, s katero si se jaz dal. In kaj je bilo? Čutil sem nobeno težo. To so bile prve vaje. Potem pa nisem več zadovoljen sam s tem. Potem sem pa ležal in sem rekel, telo mi je postajalo z oblikam opustitve popolnoma tako lahko, kot meglica. Tudi vizualiziral sem, da sem megla. Ne po delu, ampak po ležanju. In nenadoma sem čutil z noro miselnostjo, kako se osvoboja, kako se dviguje. Čeprav je to pravlična vizualizacija. Ampak deluje. Tako čutite, kot da ste v enem liftu. Da vas pele gor. Saj ni treba do strapajeti. Samo malo. Če si šel za 2 centimetra iz sebe malo več gor, je to že velik uspeh. Ker ti začetka se tako sproščiš. Ker je pa človek neumoljiv v svojih zahtevah. Bo en dan, ne 2 centimetra, bo že pol metra zahteva. In ko boš to vadil, sam ne, ampak nekaj je. Nikar tega ne razpravljaj za svoje mislijo. Ker misli bo rekla, ja, si ti znora, ali pa. No, pa se še dvigne. Je pa malo včasih, ampak nič več, no. No, pa tako če gledamo, ne. Ja, pa rečemo, ja, kdo se mu dvignil, ja. Moj duh se pa nima dvigniti. In nenadoma boš spoznal, da je ta nežnost, ta lepa, neobvezna miselnost, ker nimaš nobenih obvez, ne razmišljaj, tudi če imaš malo manj kot policaja na vratih. No, tukaj pa že moram priti, če ne te bojo spet zapreti. No, in tako da se dviguješ in v tem dvigu čutiš, kako je blaženo življenje, ko si rešen vseh problemov. Takšen način imajo tibetanski menihi. Tako se pripravljajo na smrt. Ker oni dobro vejo, da to zemlja bo ostal, na tej zemlji bo ostalo samo njegov trup. On pa bo šel v duhovni svet 4. dimenzije, kjer bo počakal za novo vselitev. In to nas vse čaka. Ne mislite, da ste izjema. So bili ljudje, faraoni, pa ne vem kaj, ki so bili uverjeni, da spričo svoje mogočnosti bo lahko preživljali tisočletja. Vse živijo, v duhovni liniji živijo. Po telesni so pa prišli še prej, kot pa jaz. No in kaj se zgodi? Zgodi se to, da boste s tem, ko se boste popolnoma počutili, da ste na vapi, da ste tako, sanjarite. Dajte enkrat duši darilo. Ne obremenjujte z mislimi svoje telo in svoj um. Temveč ga osvobodite. Pa reči, lepše mi ne more biti. Sam sebi dajej vrednoto. Ne čakaj, da bo žena odprta pa rekla, ja, se je postopila, Jožka je bil pri meni,
Lavor sem imel za zglavnik in sem 2 sveče prižgal, ki sem se učil umirati. Pa je pa videla, je rekla, viš ga osla, pa nisem videla. In seveda je s te vajo sem in cajta 6 vaju, pa me pa vrva glav, je rekla, v kuhanj pa ne boš ti ke men, me boš strašil, Marija. In kaj je bilo? Pa sem rekel, v redu, se pigal, sej boš, da se zdaj preškita, da navadim na umret, se bom zdrav in je že tako umiram. No, zdaj pa, pogledajte, a veste, kaj sem zdaj videl? Nekaj, kar je bil moj osnovni cilj, da ste prišli iz resnosti v neko sproščenost. Da ni vaš obraz več napet. Ena je rekla, kako bi se jaz pomladila? Sem rekel, pozabi na leta. Leta pozabi. In boš kratko malo, ker ne boš več mislil na letih. Tudi šminka ti ne bo več potrebna. Nič. Ker bo iz tvojih oči zrcalila ljubečnost, veselje, radost. Ja. Kdo ne bi zagrabil tako, ki to očesno mimiko ima? Pa ima vsaka. Vsak moški, vsaka ženska. Najlepše, kar ima, so oči. Ne zato, ker gledaj, ampak zaradi tega, ker je oči so zrcalo duše. V njih vidiš vse. Ne pa, če sem pa jaz resničen, bom rekel, jaz še dostikrat bolj gledam, kaj govori, kakor na očeh. Ker doma nenehoma imam pridige. Ne glede na leta, je bolj pametna, bolj razumna in jaz vse razumem. Kajti, če bi bil bolj pameten, verjetno ne bi mogel sploh živeti z njo. Tako pa živim zaradi tega, ker mi glih manjka ta pamet, ki je potrebna. Ker če imaš preveliko pamet, najtežje je živeti z enim, ker ima vse za pamet. Ki je najbolj pameten, ne bo manj naumen in bo to prost, da je naumen. Rada ga me zato, ker je naumen. Ti pa tudi njo. Reč, ja, se ni Einstein, se goreči bi bila Einstein, potem pa jaz sploh ne bi mogel z njo živeti. No, tako, šli bomo v novo leto. Vse, novo leto ne bo nič novo, če ne bomo nič spremenili. Bo staro, rečemo, gremo v staro leto. Zakaj? Ja, ker bomo iste navade, iste notranjosti nesli s sabo. Nič ne bomo rekli, pikc smo nove naredili. Dajmo pikce narediti. In sami doma, vse boste že to odpušten, da boste videli, kaj bi bilo potrebno, da zamenjate, da opustite, da se bolj prilagajate. Ne kritizirati. Veste, ljudje smo navajeni, kar je, vse je slabo. Televizija za nič, unije za nič, taj za nič, Francija za nič. Ja, pa ti prikimaš pesmičo. Vse je za nič. Kaj pa je še kaj lepega? Nič. Ker vse gledamo z očmi za nič. Dajmo začeti gledati z očmi. Vse je lepo, vse je dobro. In ko bomo enkrat to spremenili, bomo veliko pikc naredili. In to pikce, ki jih boste označili z srčno radostjo, pa sem druga, pa sem srečna, pa sem zadovoljna. Ves okolje, ki ga boste imeli doma, vam bo nenadoma svetlo. Soba od vaše notranje svetleče energije bo vesela. To je pa mračna. Je pa ni hujše v zaporu, a ne, doma je še hujše. Ker v zaporu veš, tam boš 3 leta sedel, ja pa ne veš, 30 pa še malo. In tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Dobre, verjemite mi, želel bi, da drugo leto, ko bomo zopet tukaj z določenim programom, bomo dosegali največ iz parapsihologije. Zakaj? Zaradi tega, ker rabimo drugo vrstno znanje. Ne to, ki je avtomatično, mehansko, ki je pravzaprav dejansko kaj. Vse je tako šablonizirano. Pravijo, ja, to ni usvojeno. Res je. Nobeden med vami ne more spremeniti usode, ampak vsakdo lahko spremeni sebe. Tisto, kar si včeraj klel, boš danes z radostjo sprejel. Boš rekel, se usoda je pa lepa.
Saj sem jaz tako rekoč neke vrste čarovnik. To je tista alkemija. Iz slabega poglej in spremeni dobro. To je v tvojem umu. V umu lahko vse narediš. Ampak, zakaj pa ne naredimo? Zato, ker ne znamo ključa, da se da težko življenje sprejemati kot lahko. Kaj ti pomisli? Na eni strani. A je kdo še slabši živi od mene? Ja, enih par milijard bi jih pa nosil. In ti pa poleg vsega tega, ko sem prišel k eni borki, pa je povedala, da je tako za me, zdaj ti ne splati živeti. Ko sem gor gledal, sem rekel, ko pa gledaš, sem rekel, kaj kapla, koga, a se spomniš, ko ga po šotoru, pa je dol kapla. A si danes kaj jedla? A ti nič ne ješ? Ja, jem. A pa si ti jedla sem? A veš, koliko je bilo včasih? Včasih smo parkli zbili. Pa vse, kar je bilo v naglici, pa v strahu, pa ne vem kaj. Je bilo pa vse. Pa kot vidim, so si oblečena. Ja, bi rad videl, se smeči, manj hvala. Ja. Ampak takrat smo bili na pol gol. Imaš take lepe čevlčke. No, Marija, pomagaj, to je dobro, da jih ni smela takrat. Ker verjetno, če bi vedela za ti čevlji, bi raje s tem čevljem hodila, kot pa z gozdarjem. Ja, rekla pa res. Zdaj, ko vidiš kaj je. Zavedaj se, vse imaš. Zakaj pa to sitnariš? Pa tole svečo pa žigaš. Ja, ti že kupi 2 leta pol. Ne, 3 pa pol, pozabil. Te možem malo ja. Pa dajmo enkrat mir, da bo vse zaspal. Porka malo, ne vem, vdiče, a moš res vsak dan ga dražiti. Dajmo, da bo enkrat zaspal. V miru, v ljubečnosti. Ja, Joška mi je pa temo prežvasil. Te je sam Joška, tam zvezda. Pa je rekel, vse, če bi tudi teh ni več. V glavnem, Joška vprost, čas je bil, da bom govoril nekaj. Jaz sem govoril o teh stvarih, ki so življenjske, duhovno lepe. Ki dajo smisel našemu življenju. On bo pa povedal, kako moramo skrbeti za telo. Ker telo, če ni oskrbljeno, ja, je tako kot vrata, ki jih ne navodiš. Pa ni glavnično za kapljica volja. Ampak, pa sem pa in lepega ni bilo pa dosti. Sem pa dal kapljico volja. Kako pa da ničeš ne škriple? Malo sem namazil. Enkrat te bom jaz tebe namazala. Rekel sem, če vas čas mažeš, sem jaz že navajen. No, drugo leto upam, da bomo z eno notranjo ljubečnostjo, tako kot zdajle, vi ste moja družina, jaz sem vaša družina, jaz sem vaš član. Vsi smo eno, ljudje Božji ni med nami boljšega pa slabšega. Samo eden, bolj jamra in pamet. To je pa vsa razlika. In če gledamo na to razliko, se tam kar hitro navadimo. Sam mogoče kakšno pico bi reče naredil. Ker minuse ne štejem več. Pri teh letih jih ne morem več spremeniti. Lep pozdrav. Joško. Ja, za ploskanje sem vam že povedal. Ja, to si že. Ja. Avsrajber. Ne, Avsrajber. Ploskanje se je to res odmev včasih. Enkrat je eden v operi rekel, moja žena je tako sentimentalna, da ti povem, da je v drugem dejanju skrb padla pri počinjevi operi. A je to pretresel? Ne, je špetline na glavo padlo in živi balkona. Tako da te vedel, ni solza še solza. Imamo solze veselja, pa solze nepotrebne. Joška, ti pa malo več povej. Oprostite, 2 stvari bi vas rada vprašala. Ja, to pa je lepo, ja. Torej, prej, ko ste govorili med drugim tudi o grehu, ne? Tukaj nisem prav razumela. Naprimer, tako kot jaz gledam greh, kot človek naredi neko dejanje, ko spozna, da je to slabo, ne? In ga ni greh, ker sem prvič za moje pojme, vi ste razložili. Če to ponavlja, pa se mi zdi, da
se grehi nabirajo. To je ena stvar, če boste razložili, potem pa še nekaj drugega. Ljubečnost, čakajte, da ne pozabim. Ljubečnost, ki je pogoj za brezpogojno ljubezen, ne, ko ste povedali o vaši partnerci in tako, ki ji nudite to, da je lahko srečna z vašim sožitjem z njo, ne, ampak zahtevate tudi od nje. To se mi zdi nekakšno protislovno. Zelo pametno si vprašala, jaz bom pa na umen odgovoril. Kaj bom povedal? Poglejte, stvar je naslednja. Greh je pot naših nejasnih dejanj. Mi moramo rešiti. Ker skozi greh spoznaš, kaj je greh. Ne morem eden govoriti, to je greh, če ne ve, da je to škodljivo. Če je koristno, ni greh. Ja, marsikdo pravi, kdaj pa bom za greh odgovarjala. To je tako zvana trenutna karma. Že prav v kratkem, ko sem se jaz ženi malo zlagal, da sem bil klepa, ali pa videla, da sem rekel, da sem bil na Katarinu, pa videla, da sem bil na Franski. No, če tako gledamo, rečemo, greh mora, ker grešimo vsi. Skozi greh dobivamo zaznave, spoznavanje življenja. Zapomnite se nekaj. In to vam mora biti. En dih. Pa jih imamo toliko, da jih ne utegnete. Ni po naši volji, je po volji višje inteligencije. Noben korak nisi naredila po svoji volji. Je odrejeno. Noben las ne pade z glave, celo citirano v Svetem pismu, brez Božje volje. To se pravi. A to se pravi, da je ta greh bil tvoja osebna zadeva, druge zadeve so pa Božje. Ne, Bog ti je rekel, moraš spoznati, ker gre v to, da je to šola. Mi smo na tem planetu samo zato, da se preoblikujemo za tisto življenje, ko bomo brez telesno duhovno živeli. Ampak moramo najprej telesno, skozi telesno se dvigavati. Druga stvar, da hočem jaz ljubečnost, pogojna ljubezen. Veste, mi smo rekli eno, da noben človek na tem svetu ni popoln. Ker če je popoln, potem ni tle. Potem je samo v duhovnem svetu, kjer ni treba telesa. Dokler smo pa mi tukaj, moramo pa vedeti, da mi o ljubezni sanjamo. To je san. Ljubim Frančko, naraj bi pojedel čez par mesecev, pa rečem, da bi jo hudič vzel. No, če tako gledamo rečem. No, ta ljubezen je primitivna, je trenutna. Božja ljubezen je pa ljubečnost, pa ni ljubezen, je pa ljubečnost, katera niha vedno enako, za vse enako. Tudi v Svetem pismu pravi, jaz sem ustvaril človeka po svoji podobi, po duhovni, ne po bradi pa po nosu. Po svoji, po duhovni. Kaj pa je v duhovni? Duhovna oblika življenja ima ravno tako, kot imajo šolski razredi svoje stopnice. Iz ene stopnice v drugo. 7 spiralnih enot je. Vsaj toliko pravijo, da je. Pa rečemo, da je. Ampak vsaka spiralna enota je težja. Ker je bolj subtilna, bolj zahtevna. V vrtcu živiš kar lušni. A v prvem razredu moraš malo znati. Drugi, tretji, četrti, peti, pa gimnazija, pa univerza. In ko gledaš, v vsaki šolski nadstopni vidiš, da je teže živeti. Zakaj? Ker več zahtevajo tebe. In tudi večje naloge sprejemaš. Mi bomo enkrat avatarji. Ker bomo tukaj življenjske izkušnje dobili take, da bomo lahko tistim, ki rabijo pomoč, delati. Ja, jaz zdajle ne morem dati nobene pomoči enemu, ki zobje ruva ven. Nekož, še bolj vesel sem, da nisem zdraven, da bi še mene začeli boleti. Ampak skozi vse faze bomo šli.
Vsak. In se moramo vedeti, ljubezen je primitivna beseda, ljubečnost je ta prava. Ljubezen pa moramo, ker smo navezani. In ko enkrat pridemo do tega, da nismo več navezani, smo osvobojeni. In svoboda je tista moč, po kateri hrpeni sleherna duša. Ne biti odvisen od nikogar. To je rekel, kaj pa od Boga? Zakaj pa govoriš o Bogu? Saj si ti Bog. Bog je povsod, pa si tudi ti. Ker je v tebi. Koliko pa dela ta Bog zdaj v tebi? Je pa vprašanje, na kjer stopnički si. Jaz sem na 3 stopnici. Jih je pa 2 milijona 735 000. Sem povedal. Nikar se ne zamišljajmo, da smo pametni, ampak bodimo ljubeči. Če bomo pa ljubeči, pa pižga za pamet. Vete, kakšne voditelje imamo. Tako pametne pomeni, da sami sebe pozdravljajo, se v špeglu vidijo, da znajo pa najosnovnejših rešitev. Ja, takšni smo in rabimo. Vsaka prilika naredi nove potrebe ljudi. In te naši političari, ja, dragi moj, vse bi jih plačali največ, da bi izgledali. Ne, da bi še naredili. Ampak tako je. In ko bojo prišli novi, mislijo, da je boljši. Ne. Zakaj? Ker rabijo izkušnje. In čim bolj bo trpeče ekonomsko življenje, več se bo zahtevalo od vodstva. Ker bojo morali konkretno rešavati. Prej so pa vsa leta izobilno živeli, roki na okliš. Je prišel služba, ni prišel, in se me ni vprašal. A zdaj pa že sprašujejo, ki je tisti, ki je za službe odgovorni minister. Pa ni prišel, ja, zakaj ne je, ker je imel službo, svoje posle. V glavnem ljudje božji. A je še kdo kakšno vprašanje ima? No, vprašajte se, jaz upam, da je nekdo med vami še željan kakšno znanja. Tega pa jaz ne morem dati v celoti. Veste, tudi jaz sem iz istih vrst kot vi. Na enem področju nekaj vem, na drugem pa čisto nič. In to mene ne moti, ker jaz vem, da moje osebno življenje moram toliko znanja imeti, da bom zadovoljen živel. Pa da bom lahko še komu koristil. Ker če bom živel samo za svoje lastne koristi, pa sem jalavo bitje. Ampak ljubečnost pa pravi, vsak je za tebe najbližji, kateri rabi pomoč. In solze tistih, ki so boleče, ki so solze boleče, morate pa vedeti nekaj. Takrat pa ljubezen zgubi besedo ljubezen, ampak nastane beseda sočutje. Trpiš zato, ker on trpi. Poglejte, koliko ti narodi zdaj trpijo, ko se borijo za svojo osnovno pot svobode življenja. To na televiziji gledajo, bomba 300 mrtvih, 56 ranjenih ali pa narobe. Ampak ena Franska, je pa ena ven postavila, ker ni plačala 2 meseca. Ja, v tistem bomo 2 ure govorili. Unih pa nič več. Zakaj? Ker smo imuni, ker naše srce, naše čustva nič ne delujejo v tem. Sočutja ne poznamo. Mi govorimo o tem, da bi bilo lepo. Kaj pa je v tebi manifestiralo, da si bil utrpljen, ker on trpi. Veste, ko bo pa enkrat se je začela ta oblika sočutnosti, to je pa že 5. stopnica na ljubezni. Ker boš pa trpel. Bolj trpiš, ko ljubiš v resnici, kot pa ti sam. Ker veš, kako je boleča. Če otrok pade, pa se potoče, ja, marsikatera mati bolj toliko otrok. Ja, pa zakaj? Ja, zato, ker je sočutje nastalo nenadoma. Ampak, pa se pa vprašamo, kdaj pa mi sočutje najbolj izražamo? Ja, na Britofu, ker je že vsega konca. Namesto, da bi mu takrat, ker bi živ pomagali, mu pa zdaj sveče dajemo. No ja, vse to je lepo. Svečari živijo, pa tiske rožce prodajajo. Kaj pa zadovoljno se ne rešil, adi? Joško, dej, ajde. Ja, tu dobro, jaz se usedem. No, jaz bi pa rad vedel, koliko je čist novih.
Zaradi tega, da bom vedel prilagoditi, da boste tudi novi lahko raznotaš. Veste, jaz bom govoril samo, kako pridemo do te sreče, ki je Oleg govoril. Oleg je govoril o sprostitvi, o ljubezni, ko je Božja ljubezen. To bi vsi rad imeli. Vsi želimo, da bi imeli vsi vse radi. Ampak smo na tej stopni, da smo pravzaprav toliko sebični, da si vsak nekaj izbere, samo tisto rad. In se na tisto naveže. In tisto poseduje. To je moje. Ljudje Božji, nič ni moje. Nič ni moje. Vse, kar je od vseh. Vsi ste svobodni. Čim se pa vežemo, so pa v službe posestniškem redu. Nič ne pomaga. Ko je? In kako pridemo do te svobode? Do ljubečnosti. To se zelo lepo sliši. Ljubečnost. Ja. Ampak se moramo dokopati do te ljubezni. Dokopljamo se pa ne skozi pamet. Rad bi postal to. Že. Nekaj že je, da bi rad. Ampak moram tudi narediti nekaj. To narediti, moram pa izklopiti možgane. Kako bom pa izklopil misel? Lahko, prima se šliš, manj ne bom mislil. Ampak misel pride pa iz te strani. No, tole, jaz bom pa zdaj sproščen. Ne bom tole mislil. Ja, pa bo pa šla z te strani. Ti posluš, veš kaj, tole si ti še dolžen. Tole nisi naredil. In to kljuje. Spat ne morem. Zakaj ne morem spati? Zato, ker me misli preganjajo. Kako jih bom pa ustavil? Zelo zanimivo vprašanje, ne? Zelo zanimivo vprašanje. Misel se ne da ustaviti, tako da je odganjam. Ker ne bo šla. Ker sem misel. To je moje, to ne da. Zdaj me strah budiš. S kakšno pravico? Veste, misel sem jaz. Kdo je to rekel? En znan filozof. Mislim, torej sem. In kaj ste mi povedal? Ste mi povedal, da je na tej stopni. Kako se osvobodi misli? To je tisto. Kako bom nehal misliti? Zdaj se začnejo pa težave. Jaz skozi nosim s seboj knjigo Zdaj. Kako pridem v ta trenutek? V tem trenutku sem lahko samo takrat, kadar nimam misli. To se pravi, moram iz miselnega sveta prešaltati na čutenje. Kaj čutim? Ko enkrat na to prešaltam, kaj čutim, se začnem ukvarjati s čutenjem, ne z mislijo. Ampak misel se bo zelo trdno držala svojega. No, kaj se pa ti greš?
Jaz sem vendar tukaj. Skrbi so tukaj, a ti už pa čutil. A ti se už pa šel čutiti. Pa se zdaj nimaš časa. Človek Božji, zdaj je treba akcijo. Treba je to, treba je to, treba je to. Ti už pa čutil. In boste videli, ko te začeli trenirati. Govoriči za te, ki ste prvič prišli. Kako bo težko začeti, ker ne boste dobili časa. Zakaj ne? Ker imate misli, ki vam ne bodo pustile, da boste vi se osamosvojili. Descartes je bil velik filozof. On je rekel, mislim, to je sem. Jaz sem mislil. Misel je ego. Ta nam ne pusti, da bi se še s kom ukvarjali. Ker če se bomo mi ukvarjali z občutkom, da bomo začeli to trenirati, bomo prišli v ta trenutek, smo ga vrgli iz konja. Ga bomo vrgli dol. Ker misel je naše orodje, to nismo mi. To nismo mi. Mi, ko se bomo enkrat naučili, da bomo v trenutku, bomo lahko tudi mislili, kar bomo hoteli, ne da nas bo misel vodila in preganjala in obvladovala. Ko gremo na tehniko, na čutenje, bomo začeli tako, kot je Oleg rekel, to nam je bilo podarjeno od njih. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Vdih je osnova. Vsi Indijci trenirajo pranajamo. In to je na 4, na 6, na 8 vdihne, na 8 izdihne, vmes ima Pratyaharo, zaustavi dih, ko izdihne, zopet se ustavi dih, in ko vdihnemo, zopet, zopet pridemo do najnižje točke, se ustavi in gremo v izdih. Tukaj nič ne štejemo, nič se ne prisiljujemo, ampak opazujemo, kako dihamo. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. In to čutenje je tista kvaliteta, ko se pravi, vključimo našega opazovalca, da opazuje, kaj čutim. In ko boste trenirali vdih, izdih, vdih, izdih, se bo ta opazovalc jačal. Ta opazovalc je tist, ko ga boste zdresirali. Ko boste lahko z njim opazovali tudi, kaj premišljujete. Potem boste pa lahko te pikce delali, kaj je Oleg razlagal. Te pikce so izredno pomembna zadeva. Ampak se moraš še nekaj osloniti. Zakaj ni mogel predrti čez 2 meseca pa naprej? Čez pol leta pa naprej. Zato, ker mislim, da bo kar šlo. Ne bo šlo. Ljudje Božji ne gre. To morate trenirati. Čutenje. Ali čutiš, kako hodiš? Čutim korak. Čutim, kako je stopal prišel na tla. Dvignem drugo nogo, to obremeni. Zopet, kako je obremenjenje, kako to čutim. Položim dol nogo, to razbremenjujem, grem na drug korak. Sem v trenutku, ko to vrstne. To se pravi, opazujem, kaj čutim kot telo. Čutenje, ko začnete lahko opazovati misli, to se pravi,
opazujem misli. S tem opazovalcem, ko sem prej opazoval vdih in vdih, lahko opazujem tudi misli. Misel se pripelje, jo opazujem, misel ne zdrži naše pozornosti. Zgine, pride druga. Ta druga je bolj mikavna od prve, ker nas hoče osvojiti, hoče dobiti svoje mesto. Če smo mi zadost opazovalca zdresirali, da zna opazovati, zopet ne prenese, zgine. Pride tretja, opazujemo zgine. Misel za misel zgineva. In tako boste videli, da misli postajajo vedno redkejše. In med eno mislijo in med drugo mislijo je prazen prostor. Ta prazen prostor je v naših prsih prostor, kjer začne delovati mir, spokoj, kjer se počutimo blaženo. Tudi sta sprostitev. To je sprostitev, ko Oleg prav, da nas dviga. To nas potem dviga. To lahko začutimo, da se dvigamo. Ker je to v naši notranjosti. To mi vse imamo. Samo je treba odkriti. Mi skozi sedimo na zakladu. Treba je kišto odprt, če ćemo do zaklada priti. Telesa imamo zato, da dobivamo izkustvo. To ni slučajno, da smo v telesih. Imamo to srečo, da imamo življenje in da imamo dih. In skozi to se lahko veliko naučimo. Če dobimo enkrat mir v sebe, bomo začutili tudi ljubezen. Bomo začutili milino v sebi, blaženost. In to je ta ljubezen, ko govorimo o Božji ljubezni. Ko jo enkrat imam, jo vam lahko dajem. Vi lahko dajete meni. In to je vzajemno. Če jaz nimam ljubezni, ne morem vam nič dati, pa rad bi vam dal, pa nimam. Partner nam ne more dati. On ni nadomestilo ljubezni. Zakaj iščete v partnerju? V sebi iščete. V vas je ljubezen. Mi imamo v sebi vse. In ko enkrat dobimo, ko lahko dajemo, takrat se bo vse spremenilo. Vsi ljudje vas bojo imeli rad. Vsi ljudje čutijo. Ali imaš ljubezen ali pa nimaš? In ko jih boste enkrat imeli, imate največ. To se pravi, boste srečani. Ne, to je sreča. To je sreča. Če dobiš jednorožca, ja, poklonil ti je jednorožcev. Vesel si mehkega darčka. Se ni treba, da dobiš kaj s tem. Kaj s tem, kakšen avto, pa kaj s tem, kakšna hiša. S mehkimi pozornostmi se osrečujemo. In ko bo zdaj novo leto, z mehkimi pozornostmi osrečite ljudi v sebe. Pa tudi, če mu samo pošlješ lepo besedo, je mogoče več kot pa kaj jaz tega. In to je to. Od ljudi, a ne, vedno bolj smo v materialu. Vedno bolj grebemo po znanju, po časti, po materialni plati. To obljubljamo. Ampak ko se bomo enkrat najedli, kot Oleg prav, kot gosence, ko se bomo nažrli materijala, bomo prebudili ljubezen v sebi. Bomo vedeli, da je to tisto, ko
pravzaprav nas diga, da smo ljudje. Ljudje smo samo toliko, kolikor lahko podelimo to energijo med sabo. Saj nismo samo, individuum, jaz sem najmočnejši, najpametnejši. To je ego. Ta ego, veste, kam nas je pripravljen. Ne bom ponavljal to, samo radio televizijo odprite, boste vse slišali. To nas je pripeljalo v to stanje, kjer smo. In če boste to delali, da nekaj naredili na sebi, in če ste nekaj naredili na sebi, se bo svet okrog vas začel spreminjati. Nam se bo svet spreminjal skozi nas. Ne skozi druge. Noben vam ne bo odkril Amerike. Noben vam ne bo dal nič. Ko boste pa enkrat to imeli, ste lahko talali. Ste lahko talali. Kaj boste talali? Srečo. Ljudje Božji, pa to je sreča. Je največ, kar lahko imamo. Ne mislite, na tole sem vezan. Ja, seveda si vezan. Treniraj pa ne boš to vezan. Ne boš to vezan. S tem se boš osvobodil. Vsak je pa šel sam na svet. Tako, kako bom šel. Vmes se srečujemo, se poznamo, lahko si delimo, odšli bomo pa sami. A kdo lahko vdihne namesto drugega? Torej, spoštujmo ta dar. In ko bomo opazovali vdih, izdih, vdih je življenje. Izdih. Zadnji. Smrt. Torej, opazujemo vdih in izdih. Kaj opazujemo? Življenje in smrt. Torej smo izven življenja in smrti. Smo v trenutku, smo v zdaj. Nismo v preteklosti, niti v prihodnosti, ampak v tem trenutku. Vedno je ta trenutek. Zdaj, 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 zdaj. Vsak vdih je zdaj. Veste, kolikrat vdihnete na dan? Koliko vdiha? Na 3 sekunde, na 4 sekunde vdih. Na 4 sekunde vdih. Koliko jih je na dan? Potrudite se, da ste vsaj 2 minuti na dan trenirali. Da boste vstali. In začela bo ta energija uvrstila. Dobili boste ta mir. Začutili boste milino vse. To vsi iščemo. Vsi bi bili rad srečen. Ni človeka, ko bi to rekel, to pa ne bo, to pa ni. Če je še tak robavs, ampak sreča bi bil pa rad. Vsak išče srečo. In ko boste to trenirali, ko bo to začelo vas žareti, boste prižgali lučko v sebi. Vi boste v sebi, ne boste nekje kaj stopili. Ravno krog. Spred leta naprej. Ampak v svoji hiši boste gospodar. In ko ste enkrat v svoji hiši gospodar, potem lahko gospodarite tudi z vsemi ostalimi. Če pa niste v sebi gospodar, ne dajte se plašiti. Ne pustite se, da vas spravijo v strah.
v bolečino, v žalost. To so čustva. To je vse proizvod možganov. To čustva so proizvod možganov podprt s telesno energijo. Strah, jeza. To skozi deluje. In verjetno so kakšna bitja, ne, se toliko prizadevajo, da bi nas bilo strah, da bi v nas vzbudili jezo. To se napajajo. S to energijo se napajajo. Če te pa vi opazovali, pa da te gospodari, se ne boste jezili. Ne bo vas strah. Torej, da ste samostojni, da ste svobodni. Ker svobodni ljudje lahko še nekaj rečejo. Lahko tudi svobodno mislite. Mislite takrat, kadar je potrebno za življenje misliti. Ne da vas misel skozi vodi. No, to sem bil malo dolg, ampak zdaj bi še pa navajal. Bomo samo opazovali vdih, izdih, vdih, izdih. Usedite se v širino ramen, glejte noge. Noge damo v širino ramen samo zato, ne zato, da bi bili bolj pametni ali pa da bi kaj, ampak s tem, ko damo v širino ramen, je spodnja čakra odprta. To se pravi, prva čakra spodnja je odprta in energija teče od zemlje gor. Zato imamo noge narazne. Roke odpremo zaradi tega, da energija priteka. In ko bomo dihali, opazujte vdih, ne prisiljevati, bodite samo opazovalci, nič prisiljevati. Ja, pa moram tako pa drugače dihati. Samo opazujem vdih, izdih, vdih, izdih. Smo samo opazovalci. Sprostimo noge. Sprostimo jih tako, da zategnemo mišice in sprostimo. Zategnemo trebuh in ga sprostimo. Zategnemo prsni koš in ga sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vrat in ga sprostimo. Zategnemo obraz in ga sprostimo. Naše telo je popolnoma sproščeno. Gremo na vdih in izdih. Samo opazujemo. Kaj čutim, ko vdihnem? In kaj čutim, ko izdihnem? Čas odpremo oči. Malo umijete obraz, to je energija, a ne, ko se tvori, ko drgnemo in se umijemo. A kdo ni mogoče čutil vdiha in izdiha? A kdo ni mogel čutiti, ko je vdihnil? So ga misli preveč begali. Kar koražno dvignite roke, se ni ne problem. Na začetku so. Čeprav dosti treniram, ampak sem videla, Je šlo, je normalno. ja. No, veste kaj, zdaj, ko ste tole rekla, Ne, sem povezala. ja, koliko vas trenira, me zanima, koliko vas trenira, da dihate vsaj 2 minuti na dan? 1, 4, 5, 7,
V redu, prima. A veste, ker delavnica je pravzaprav zaradi tega, da napredujemo. Napredujemo pa samo s treningom. Tudi če ne vsega, poskušajte, s tem je ego moč. To so nas učili misliti od vrtca naprej. Skozi je samo misel, čutenja pa pravzaprav zelo malo. Ampak če hočemo priti v New Age, samo skozi sebe, ne drugače. Ne gre drugače. Delati je treba. Eden bo malo več porabil, drug manj. Se jaz to zdaj že kar 4 leta intenzivno razlagam. V Ljubljani, v Kočevju, prva sem malo manj časa. Ampak včeraj sem dobil en message iz Kočevja, pa vam ga bom prebral. Bil sem tako vesel, tega messagea, da vam ga moram prebrati, je sicer Rada Kočevje. Včeraj si bila v točki enkraten občutek. Točki. Mi je poslala message. To je prva, ki je prišla do točke. Se mogoče bo med vami tudi, da mi povejte ta izkustva na delavnici. Ker daste vi, daste kolegam, daste možnost, spodbudo, da začnete tudi drugi trenirati. Jože, kaj lahko razložiš ostalim, kaj pomeni? Ja, kaj je to točka? Poglejte, govoril sem vam o dihanju. Vdih, izdih. Treniramo opazovalca. S tem opazovalcem lahko opazujem tudi misli. In ko opazujem misli, začnem misli izločati. Postajajo iz dneva v dan redkejše. Tako bojo prišle, da se bo mogoče v celih 10 minutah, ko boste opazovali, se bo pojavil samo enkrat. Se bo to pojavil samo 1 do 2 misli. Se bo ta pojavil in ne več. Potem boste prišli pa v fazo, da ne bo več misli. Ni več misli. Boste 10 minut gledali ekranček in ne bo misli. To se pravi, vse ta energija v vas enostavno se je začela manifestirati. Ste v takem mirovanju, da vas misli ne napadajo več. Ampak, ker mižimo, se pojav črtica leti. To leti in je nemir. In ker je nemir, ta črtica pleše. In to črtico je treba opazovati, tako kot smo prej opazovali misli. Samo opazujemo. In se začne ta črtica umirjati. In ko enkrat ta črtica obstane, da jo ne fiksiramo, ampak samo opazujemo in da obstane na miru, je to točka. To je ta točka. In ko boste ustali, da boste lahko 3 minute to točko držali pri mir, je to prva stopnja meditacijske joge. To je ta sprostitev, ko govorijo, jogi, ko govorijo vsi, ko se s tem ukvarja. Ko enkrat pridete do te stopnje, lahko začnete s to točko tudi sami sebe zdraviti. To točko, ko jo lahko držite na mestu, jo lahko prenesete na katerikoli del telesa in ga opazujete tako, kot
opazujete točko. In če to prenesete na bolečino ali pa na del telesa, ko je ogrožen, ko je bolan, ko ima blokado, boste to blokado odstranili. Boste bolečino enostavno, bolečina zginila tako, kot zgine misel. In zato je to tako pomembno, če se te to naučili. Zato sem bil to vesel, zato sem vam prebral. Ta ženska v Kočevju rada je to dosegla. In zato je kasira, da bi jo poslala v mesec. Koliko časa radi? Ja. Koliko časa Oleg hodil v Kočevju? 4. sezono, ne? 4. sezono. Sam, veste kaj? Če boste delali 2 minutki, to je nekaj. Zelo dobro je pa, če delate 10 minut. Sam več kot 10 minut, pa ne. Zaradi tega, ker se vam bo zagnusil. Ker bo to preveč. Ne posegati. 10 minut je maksimum. Če boste 10 minut trenirali, boste v pol leta na točki. Garantiram. Boste imeli točko. In jo boste lahko predstavljali. Ja, ni to vprašanje. Jaz sem na tej točki da že dosti let nazaj. Zdaj prihajam za turnir svetu. Ja, no, sem mislim, je to. Ne vem, ker to sem sam, nisem nikoli, sem prvič v delavnici. Turnir je tako kot smrt. Ne? Ampak to je izkustvo. Kot Oleg je to treniral, on se vleže, prisežge sveče, se vam ne pripovedal. Se pripravlja na smrt. Zakaj? Ker ga ne bo strah. Ni ga strah pol več. Kaj je osnovni strah? Strah je pred smrtjo. To je to. Vsi te ostali strahovi so navezani na to. Kaj pa če ne? Ne, grozen. Ni grozen, se gremo vsi v to. Če bomo v trenutku, se bomo naučili sprejemati vse, kar se nam dogaja, tudi bolezen, sprejmijo. Ni zastojno. To je izkustvo, kot je podarjeno. Samo skozi bolezen prideš do spoznanja, kaj je zdravje. Drugače ne veš. In ko prideš do tega spoznanja, kako se pa počutiš pol? No, na glas poveš. Mislim, ljubim. Jaz sem nad. Ljubim, mislim. Jaz sem dala določeno izkustvo. Ja, ampak sem dala imela 2 traka. To je izkustvo. Ne gre drugače. Ja, ampak brez delavnic. A ste slišali? Daj na glas poveš. Kaj? To, kar si zdaj povedala na glas povej, a ste vsi slišali? No, da sem na 2 traka, sta prvič pri 30 letih, drugič pri 37, imam 4 minute in še smrti in potem sem sama začela s tem nikoli delavnice. Zdaj samo poslušam in vidim, da mi je to dano. Pa kako se ti zdijo te delavnice? Zelo prijetno in sem povabila še druge, ker mi se misli prav. Hvala. To je to. A veste, to so te biseri. Poslušajte, mi smo tle, Oleg je rekel, kot je ena družina. In to je to. Eden od drugega se lahko naučimo. Ona nam je lahko vzgled. To je to. Ne, ona je v tunelu. Bom imela 55 let. Se to hoče že se računamo nekaj. Kaj jaz lahko povem eno Ja, prosim. Torej, zame so bile te stvari bla, ne, nekoč. Potem se pa zgodilo v življenju, meni je otrok star 12 let. Umrl mi je dobesedno na rokah, ne. In mogoče bo izgledalo neverjetno, ampak meni je to verjetno, kar se mi je zgodilo. V tistem trenutku, ko je ta otrok umrl, ko je njegov obraz
preplavila ena taka blaženost, ki jo z besedami ne znam opisati. Jaz sem tisti trenutek dobila toliko vedeti. In kot če bi mi on brez besed rekel, mama, smrt je nekaj lepega, neka blaženost. In od takrat sem tudi začela se ukvarjati, kako Smo pohvalili. Prima, veste, to so te biseri. Hvala lepa, res je veliko. A veste, to so te biseri, ki pravzaprav, ko jih poveste, ne samo meni, ampak vsi všlište. A veste, zato hodimo na delavnice, da se bogatimo s tem. Jezus je rekel, ne mečite biserov. Mi smo prišli sem, ker nismo to. Mi iščemo, se trudimo. Trudimo se, da bomo prišli do jedra, da bomo prišli do izvora, da bomo prišli do studenca modrosti sami v sebi. Vse imamo, vso modrost, vse znanja imamo v sebi. Samo do njega tega pride. Samo skozi telo. Ne skozi knjigo. Pa ne skozi ali pa skozi nekaj. Skozi telo. Berite knjige. Berite jih. To je prima zadeva, ker vam povejo izkustva. Izkustva. Ampak izkustva je treba doživeti. Doživite jih pa samo skozi telo. Samo skozi svoje telo. To je tisto, kar je vaše. To je tisto, kar je doživeto. Vse drugo beremo. Vse drugo je, ja, vse drugo nujemo. Zdaj bomo šli na eno daljšo meditacijo. To je, bomo prenesli dih tudi na telo. Sprosili se bomo, tako kot smo se prej. In bomo šli na dihanje. Sprostimo noge. Sprostimo trebušne mišice. Sprostimo prsni koš. Sprostimo roke. Sprostimo vrat. Sprostimo obrazne mišice. Smo popolnoma sproščeni. Gremo na vdih. Opazujem, kaj čutim, ko vdihnem. Eni bomo čutili v nosu, eni v grlu, eni v pljučih, kako se širijo pljuča, kako pri izdihu padajo, kako se širijo in kako upadajo. Če nam je to uspelo, gremo na trebuh. Opazujemo pri vdihu, kako se trebuh vzdiguje in upada. Vzdiguje in upada. Smo samo opazovalci. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem.
naša pozornost gre do stopal. Kako čutimo stopala na tleh? Kako so prsti? Kako čutim prste na noge? Kako čutim celo stopalo? Kako čutim peto? Je toplo? So podplati mrzli? Čutim nervozo? In gremo naprej na gležnje. Kako jih čutim? Kaj zaznavam? Gremo na meča. Kako čutim meča? So sproščena. Če niso, probam sprostiti. Gremo na kolena. Kako čutim kolena? Gremo na stegna. Kako jih čutim? So zategnjena, so zakrčena. Probam jih sprostiti. Grem na boke. Kako so moji boki? Kako čutim stol pod zadnjo pletjo? Kako zaznavam? Sem sproščen. Grem na trebuh. Kakšen je trebuh? Je sproščen, je nemiren, imam kakšne bolečine. Če so bolečine, vdihnem in izdihnem skozi bolečino ven. Vdihnem in izdihnem skozi bolečino ven. Grem na prsa. Kako se počuti moja prsa? Kako je srce? Kako so pljuča? Kako je hrbet? Kako je križ, spodnji del hrbta? Je sproščen. Kako čutim hrbtenico? Me boli? Če boli, prediham. Kako je zgornji del hrbta? Kako so rame? So sproščene, če niso jih spustili. Kako so zgornji del rok, bicepsi, so sproščeni. Komolca, kako sta? Spodnji del rok, podlakt.
kako so dlani. So tople, so mrzle, so vlažne. Kako so prsti. Kako so konice prstov. Kako jih čutim. In gremo nazaj na rame. In na zadnji del vratu, na tilnik. Kako ga čutim. Je sproščen, imam kakšne bolečine. Na sprednji del vratu, grlo, sapnik. Grem na spodnji del obraza, na brado, na ustnice, na lica. Pozornost dam na nos, na oči. Kako so oči? So sproščene. Grem na senca, na čelo, pridem do temena in grem po levi in desni do ušes dol. Kako čutim? In grem zopet na vdih in izdih. Vdihnem in izdihnem. Kaj čutim, ko vdihnem? In kaj čutim, ko izdihnem? Vdih podaljšam do podplatov. In izdihnem do temena. Vdihnem do podplatov. In izdihnem do temena. Počas odpremo oči. No, to je meditacija, ko jo delate lahko vsebe. To lahko delate vsak dan ali pa vsaj enkrat na teden. A veste, da preiščete celo telo, kako se počuti. Mi smo v telesu. In telo je naš tempelj. Ta nosi duha. Če je telo bolno, je tudi duh prizadet. Negujte svoje telo. Spoštujte ga. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Samo tukaj pridemo do višje kvalitete. To je moje spoznanje. To je mogoče še druge tudi. Ampak jaz vam to razlagam, ker jaz vem. Jaz vam polagam na srce, da se držite teh treningov. Da pridete enkrat do točke. Ko boste enkrat v točki, se lahko začnete sami zdraviti. Ker nam
se časa zdaj malo zmanjkuje, ne, smo bili dolgi, ampak bomo naredili še tole točko, ne, pa pol zaključimo. Točka izgleda tako, jaz bom šel v točko in bom gledal tjale gor. In vi boste mene gledali pa v oči. In vsak si ne zaželi eno željo, ali po zdravju, ali po sreči, ali po težavi, ko jo ima. Ne, ampak samo eno željo. Zaproste in ta se vam bo začela uresničevati, ker bo to vaša energija želela in naredila. Ker bom jaz v točki, vi boste mene gledali, boste tudi vi v točki. Če kdo ne bo mogel skozi gledati nič hudega, ne pa malo stran pogledati pa zopet. Bomo pa približno 6 minut. Pa pejte tukaj postavite, pa pejte tukaj do te ljudi. Ko ste manjši, stopite pa da.